poziv predsednika vlade naj imetniki nezakonitega orožja to prostovoljno predajo se je doslej odzvalo 19 državljanov. Dobra, 2 tedna po uveljavitvi zakona so policiji predali 14 pištol, 4 puške, 2 ročni bombi in 800 nabojev. Vsako so orožje ali streliva manj je korak v pravo smer, so zadovoljni v Gibanju Svoboda. Nizko število predanega orožja je znak, da zakon ne deluje, pa so kritični v Novi Sloveniji. Čas je, da policija začne opravljati racije, dodajajo. Ema Čepon. 14 pištol in 4 puške različnih vrst in kalibrov, pa eno plinsko in eno zračno strelno orožje, ter 830 kosov streliva in več kot 80 plinskih nabojev, nazadnje pa še 2 ročni bombi jugoslovanske izdelave, ki sicer slovijo kot izjemno nevarne in so lahko smrtonosne za vse, ki stojijo tudi več kot 10 metrov stran. Dejstvo, da se je za prostovoljno predajo orožja odločilo le kakšnih 19 državljanov, jasno kaže, da ukrep ne deluje, meni poslanka opozicijske Nove Slovenije. Časi prošenj so minili. Mi rabimo učinkovito delovanje policije, ki je tukaj poklicana, da naredi racije in da to orožje odzame. Že davno bi ga morala. Da je od uveljavitve vendarle minilo šele dobra 2 tedna, predaja pa bo mogoča še mesec dni, medtem poudarjajo v Svobodi. Ampak lahko rečem, da tako vsaka pištola in vsak metek manj med nezakonitega orožja med populacijo je za to državo dobra stvar.